Živijo tukaj Valentin. V tem videoposnetku bom govoril o novem pedagoškem pristopu, ki se imenuje enakovrednostna pedagogika. To je princip, ki ga uvajam v Slovenijo in ga želim razširiti kot princip vzgoje otrok oziroma odnosa do otrok, da se preprečijo škodljivi vzgojni dejavniki. Namreč ljudje kot prvo imamo prepričanje, da smo neka večvredna vrsta živih bitij, da je človek vrhunec evolucije, da smo najbolj pametni, inteligentni in da so druga živa bitja manj inteligentna in posledično tudi manj vredna. Iz tega razloga druga živa bitja ali celo druge ljudi, druge rase ljudi obravnavamo kot manj vredne. Podoben odnos se vzpostavlja tudi med staršem in otrokom. Starši menijo, da je otrok še nepopisan list, da je to neko neinteligentno bitje in da ni potrebno kaj dosti paziti, kako se do njega obnašamo. Otrok je fizično manjši, ima bistveno manjše telo, ima manjše gibalne sposobnosti, težje komunicira oziroma v prvih letih ne more uporabljati govor kot glavni način komuniciranja in zato starši večinoma do otrok vzpostavljajo komunikacijo, ko si rečejo, saj otrok tega ne bo razumel. Saj lahko počnem stvari, brez da bi otrok vedel, kaj dejansko si mislim, ko te stvari počnem. No, v resnici pa je tako, da imajo otroci celo bistveno bolj razširjen spekter zaznave kot pa odrasli ljudje. Celo v prvih letih po rojstvu, ko otroci ne morejo spregovoriti, lahko zaznajo, ali jim odrasla oseba govori resnico ali pa nekaj skriva. Lahko rečemo, da lahko otroci na nek način vidijo naše misli ali čustva in zato, kljub temu, da jim nekaj rečemo, če v resnici mislimo nekaj drugega, tega, kar jim rečemo, ne bodo sprejeli. Drugi faktor je energija v glasu, ki jo lahko uporabijo starši, ko komunicirajo z otrokom. Kajti, ena vrsta glasu je fizična vibracija glasu. Ko uporabljamo glas na čustveno nevtralen način in to pride do izraza takrat, kadar vzpostavimo odnos enakovrednosti za drugo osebo, za katero komuniciramo. Če pa med sporazumevanjem samega sebe poveličujemo ali ponižujemo v odnosu do druge osebe, oziroma če smo v komunikaciji v čustveni reakciji, da smo čustveno razburjeni in to ne glede na to, ali smo v negativnih ali pozitivnih čustvih, potem pa našemu glasu dodamo tudi
določeno energijo. Ta energija deluje zelo neprijetno na fizično telo in ko slušatelj sliši ta glas, ki je nabit z čustveno energijo, to na njegovem telesu povzroči neprijeten občutek razdraženost. Pri majhnih otrocih, še posebej v prvih mesecih in letih po rojstvu, pa lahko tak glas celo povzroči fizične poškodbe tkiva in globoko čustveno prizadetost, ki se potem vleče skozi vrsto let odraščanja tega otroka. To je samo nekaj osnov. V nadaljnjih videoposnetkih pa bom še bolj podrobno razložil principe enakovrednostne pedagogike. Hvala za posluh in nasvidenje.